Amerika ima vojni načrt proti Kitajski. In vse, kar potrebuje, sta 2 dni. Morda malo dlje, če se Peking odloči, da mu časovni okvir ni všeč, kar se zgodovinsko gledano pogosto zgodi. Žarišče je Tajvan, otok, ki izdeluje čipe, ki poganjajo vaš telefon, vaš avto in polovico vojaške opreme na planetu. Če ga izgubimo, se svetovno gospodarstvo zruši. Vojne simulacije kažejo, da bi že prva poteza Ameriko stala 2 letalonosilki in 500 letal. To ni ravno slab dan v pisarni. To je Vietnam, stisnjen v 3 tedne, še preden bi se kdo sploh začel pogajati o mirovnem sporazumu. Kako se torej načrt, ki se začne s katastrofalnimi izgubami, proda kot zmagovalna strategija? Danes si bomo ogledali pravi ameriški odgovor na kitajsko invazijo na Tajvan in zakaj ta Peking straši bolj kot katerakoli letalonosilna skupina. Če uživate v teh tedenskih videih, se naročite, preden Pentagon tudi te informacije označi kot zaupne. Začnimo s problemom. Pred 30 leti je Amerika lahko poslala letalonosilne skupine v tajvansko ožino in prisilila Kitajsko, da je popustila. Danes morajo te letalonosilne skupine delovati več 100 milj od obale ali pa tvegajo, da jih zadenejo sovražnikove rakete in droni. To smo že videli v konfliktu v Iranu leta 2026. Toda Kitajska ima na tisoče več dronov in raket, ki lahko dosežejo dlje kot iranske. Kitajska ima tudi največ ladij med vsemi mornaricami na svetu. Leta 2026 jih ima 405. Res je, te ladje niso tako dobre kot ladje ameriške mornarice, vendar vojaški viri, kot je nekdani general Jack Keane, menijo, da je količina tudi kakovost. Več ladij pomeni več ognjene moči. Poglejte samo seznam. Kitajska ima 8 rušilcev razreda Renhai. Imajo 28 rušilcev razreda Lüngang 3. Seznam se nadaljuje. Kitajska ima resno ognjeno moč. Zato so neodvisni viri, kot je Center za strateške in mednarodne študije ali CSIS, izvedli svoje lastne vojne simulacije in rezultati so bili precej streznjujoči. Dobra novica je, da bi Združene države in Tajvan odbili invazijo, če bi imeli pomoč Japonske. Toda to je bila edina dobra novica. Dokumenti CSIS so razkrili, da bi Amerika izgubila 2 letalonosilki, med 10 in 20 velikih površinskih bojnih ladij ter med 200 in 500 letal. Če preračunate, je to skoraj 3200 pripadnikov oboroženih sil. In to je šele prva bitka. Ena bitka, ki pomeni približno 20% vseh mrtvih v Vietnamu v obdobju 3 tednov. To upošteva le prvo fazo vojne. Torej, ni druge izbire. Ameriška vojska bi morala spremeniti svojo tradicionalno strategijo projekcije moči. To bi se začelo s premikom letalonosilk na položaj vsaj 900 milj stran, da bi se izognili kitajski raketi DF-21, znani tudi kot ubijalka letalonosilk. In tam bi morale ostati, dokler Kitajska ne bi imela manj streliva na voljo. Torej, letalonosilke ne bodo ustavile invazije na Tajvan. Letala na letalonosilkah ne bi mogla napadati pomembnih ciljev na kitajski celini. Morda celo ne bi mogla zadeti cilje v tajvanski ožini, dokler invazija ne bi bila končana. A slika postane še bolj mračna. Kako bi Združene države nadomestile svoje izgube? Leta 1975 so bile Združene države ena največjih ladjedelniških držav na svetu. 50 let kasneje predstavljajo manj kot 1% svetovne flote. Združene države imajo le 4 mornariška ladjedelnice s 17 suhim doki. Kitajska jih ima vsaj 35. Ima tudi več 10 industrijskih partnerjev, ki so sposobni proizvajati vojaške ladje. Združene države imajo sicer 154 zasebnih ladjedelnic, medtem ko jih ima Kitajska 175. Morda se to ne zdi velika razlika, vendar je, ko gre za zmogljivost, ta ogromna. Kitajska lahko gradi ladje 232krat hitreje kot Združene države. Razlika v pomorski zmogljivosti je tako izrazita, da lahko Kitajska v času, ko Združene države opravijo vzdrževanje ene same ladje, zgradi 3 povsem nove ladje. Pentagonov odgovor je, da goli podatki ne povedo celotne zgodbe. Čeprav ima Kitajska več ladij, ima ameriška mornarica še vedno veliko prednost v skupni velikosti in ognjeni moči. Ameriške ladje so večje, zmogljivejše in jih je težje potopiti, kar pomeni, da bi Kitajska v neposrednem spopadu lahko izgubila precej več ladij. Težava je v tem, da se ta prednost že leta zmanjšuje. Nadomeščanje izgubljenih ladij ni več tako enostavno, kot je bilo včasih. V nedavni vojni simulaciji je bilo ocenjeno, da bi nadomestitev izgubljenih amfibijskih ladij trajala približno 2 leti. Nadomestitev izgubljenih podmornic pa 7,5 let. Rušilci so potrebovali 15 let, nadomestitev samo 2 izgubljenih letalonosilk pa 30 let. Z drugimi besedami,
Tudi če ZDA zmagajo v vojni, bi lahko okrevanje po nekaterih izgubah trajalo desetletja. In to je optimistični scenarij. Zdaj je Washington ustanovil urad za ladjedelništvo, da bi poskušal rešiti težavo. Vendar je ameriška mornarica še vedno napovedala velike zamude septembra 2025. Tu postanejo stvari še bolj zaskrbljujoče. Ladje, na katere Amerika računa v prihodnjem konfliktu, ne prihajajo pravočasno. Od podmornic naslednje generacije do najnovejše letalonosilke mornarice, ključni programi zamujajo. Nekateri za 1 leto, nekateri za 2, drugi celo za 3. Posamezno ti zamiki ne zvenijo katastrofalno, vendar skupaj pomenijo osupljivih 11 let zamud, razporejenih čez 9 glavnih ladjedelniških programov. Razlogi so presenetljivo vsakdanji. Težave z dobavno verigo, ki si nikoli niso popolnoma opomogle po pandemiji, pomanjkanje usposobljenih delavcev in ladjedelnice, ki se že tako težko držijo koraka. Če bi v naslednjih nekaj letih izbruhnila velika vojna zaradi Tajvana, bi se Združene države borile s floto, ki jo imajo danes, ne s tisto, ki jo načrtujejo za jutri. Tudi uradniki v Pentagonu priznavajo, da noben izvršni ukaz ne more čudežno izbrisati let zamud, preden pride do morebitne krize. Ladje niso edini problem. Vojna simulacija je tudi pokazala, da bi lahko Pentagon potreboval do 8 let, da nadomesti vse izgubljene lovce, in 12 let, da nadomesti izgubljene bombnike. Ameriška vojska o tem ne govori veliko, vendar je to kruta resničnost. To pa zato, ker bi baze v regiji, kot sta letalska baza Kadena in celo Guam, zadele kitajske rakete. Še stotine letal bi bilo uničenih in na tisoče dodatnih žrtev, še preden bi od začetka konflikta minilo le nekaj dni. Z drugimi besedami, šokantne izgube iz vojnih simulacij morda sploh ne predstavljajo najslabšega scenarija. Morda so šele začetek. Kako bi torej lahko takšen nepopoln načrt imenovali zmagovalna strategija? No, ni. Zato bi vam ameriška vojska povedala, da so analize CSIS in kongresa zastarele. O vseh teh nevarnostih se ve že dolgo časa, zato to ni pravi načrt. Če pa invazija v tajvanski ožini ne ustavi mornarica ali letalstvo, kaj pa jo potem ustavi? Prava strategija trde moči ne temelji na letalonosilkah vrednih milijarde ali dragih letališčih, ki jih ni mogoče premakniti. Imenuje se Project Hellscape. To so bile uradne besede admirala Samuela Papara, poveljnika Indo-Pacifiškega poveljstva ZDA, za Washington Post poleti 2020. Če bo Project Hellscape deloval po načrtih, bo morala vsaka kitajska invazijska sila prečkati pravo nočno moro. Celotnih 110 milj tajvanske ožine bi preplavili ameriški in zavezniški droni. Ustvarilo bi ogromno mrežo za nadzor in napade, ki bi segala od satelitov in izvidniških letal do vojnih ladij in podmornic. Vsako gibanje bi lahko spremljali, vsak cilj identificirali in vsako napako kaznovali. Na papirju je to izjemno močan koncept, vendar je to le na papirju. Nekatera najnaprednejša brezpilotna letala, kot je Global Hawk, so vključena v obsežno mrežo, ki sega od letal AWACS do podmornic z umetno inteligenco, ki lahko cilje naredi še bolj jasne, vendar jih je le 33. In načrtovana so za upokojitev ravno v obdobju, ki ga številni analitiki vidijo kot najbolj tvegano obdobje za konflikt glede Tajvana. Ampak če so ti sistemi tako ključni, zakaj bi se jih znebili? Odgovor Pentagona je, da Hellscape ni zgrajen okoli današnje tehnologije. Zgrajen je okoli jutrišnje. Vojska stavi na to, da bo nova generacija cenejših in pametnejših dronov prispela pravočasno. Z drugimi besedami, eden najpomembnejših ameriških vojnih načrtov ne temelji na orožju, ki ga že ima, ampak na orožju, ki ga še vedno poskuša izdelati. Paparo je bil skrivnosten glede tega, kakšne nove brezpilotne sisteme bo Hellscape imel, vendar imamo druge vire. Avgusta 2023 je Bela hiša začela program Replikator za pridobitev več 10 tisoč brezpilotnih sistemov. Cena je znašala $500 milijonov na leto. Oblasti v Pentagonu so zaenkrat glede rezultatov optimistične. General Charles Bradford Cooper II, Paparov kolega v centralnem poveljstvu ZDA, je ta program označil za nepogrešljivega. Njegov argument bi bil, da je že prvi dan vojne z Iranom roj teh orožij uničil dragocene iranske cilje, kot so tovarne streliva ter poveljniška in nadzorna središča,
za ceno $50,000 na kos. Imenuje se nizkocenovni brezposadkovni bojni napadalni sistem ali LUCAS. Za teh $50,000 ameriška vojska dobi orožje, ki lahko zadene cilje na razdalji 500 mil. Za primerjavo, en sam motor F-35 stane približno $22,600,000. Če naredite izračun, je to 452 dronov LUCAS za en del enega F-35. Še bolje, to orožje je mogoče uporabiti z ladje ali celo s poltovornjaka, medtem ko je F-35 mogoče uporabiti le z letalonosilke ali letališča. Tako lahko droni preživijo na način, na katerega ameriško tradicionalno orožje ne more. Toda to ni njihova edina prednost v vojni s Kitajsko. Ti tako imenovani droni, LUCAS, so izboljšane različice iranskega Shaheda, le da imajo boljše ciljanje zaradi GPS sistema. Ameriška vojska pravi, da so droni povezani z vodenjem z umetno inteligenco, kar pomeni, da lahko delujejo samostojno brez povezave s človeškimi operaterji. To jih je nemogoče motiti ali celo blokirati, če GPS sistem odpove. Kitajsko obsežno omrežje za elektronsko bojevanje in protisatelitske rakete ne bodo dovolj, da bi jih ustavili. To so argumenti Pentagona. Tako zelo verjame vanje, da načrtuje izdelavo 340,000 teh dronov do leta 2028. Vemo tudi, da bi se veliki zid dronov raztezal pod valovi, saj je Pentagon močno investiral v gradnjo podvodnih plovil, kot je Orca, avtonomni podmorniški dron. Naj bi bil vsestranski in se lahko prilagodi različnim nalogam, kot so nadzor, elektronsko bojevanje ali ofenzivne operacije. Lahko polagajo mine, izstreljujejo manjše drone in križarske rakete ali celo nameščajo torpeda, ki ostanejo neaktivna, dokler ne prejmejo ukaza. Nato se spremenijo v uničevalce ladij. Vse to za ceno, ki naj bi znašala $55 milijonov na enoto. Za primerjavo, rušilec razreda Arleigh Burke stane približno $2,7 milijard na kos. Torej je po mnenju Pentagona Orca prava kupčija. Vse skupaj zveni kot odličen načrt, vendar številke kažejo drugače. 2 leti po začetku programa Replikator so viri v Pentagonu priznali, da je bilo dostavljenih le nekaj 100 novih sistemov brezpilotnih letalnikov. To bi nas moralo spodbuditi k vprašanju, ali lahko Ministrstvo za obrambo v samo 3 letih dejansko proizvede 340,000 dronov LUCAS. Kar zadeva Orko, se ameriška vojska navdušuje nad njenimi zmogljivostmi, vendar vedno v prihodniku. Ne bo vam tako hitro povedala, koliko jih dejansko ima? Samo eno. Dostavljena je bila konec leta 2023, 5 jih je naročila leta 2019, na preostale pa še vedno čakajo. In počasna časovnica je šele prvi od opozorilnih znakov za predlagani Project Hellscape. Kitajska ima svojo ogromno floto dronov. Kopirala je vse ameriške vrhunske drone, kot sta Global Hawk in MQ-9 Reaper, a postane še huje. Ker bi se bitka odvijala blizu kitajske obale, bi Kitajci lahko pripeljali več dronov z manjšim dosegom v tajvansko ožino. To pomeni, da bi bili kitajski droni cenejši in številčnejši, še posebej zato, ker je Kitajska v središču svetovne dobavne verige za drone. Kitajska je to pokazala že v začetku leta 2026, ko je na svoji državni televiziji razkrila, da en sam vojak nadzoruje roj 200 dronov. Seveda, morda gre za propagando, vendar analize, vključno z ameriškim vladnim medijem VOA News, kažejo, da ima Kitajska v svoji floti več kot 50 vrst dronov in na voljo 10,000 teh naprav. Še en udarec za pentagonski veliki zid dronov je, da Kitajska nadzoruje skoraj vse magnete, ki se uporabljajo v teh dronih, ne glede na to, kdo jih uporablja. Brez magnetov ni dronov. Motorji brez njih ne delujejo. Pentagon ve, da je to problem. Zato bodo od 1. januarja 2027 ameriškim obrambnim pogodbenikom prepovedali uporabo redkozemeljskih materialov, ki prihajajo iz Kitajske. Vendar smo že videli, da traja leta, da se prestrukturirajo dobavne verige in s to temo še nismo končali. Vedno je lahko še slabše. Ampak recimo, da predpostavimo najboljši možni scenarij in da se težava z droni pravočasno reši. Še vedno bi obstajala še ena pomanjkljivost. Dobavno verigo lahko spremeniš. Ne moreš spremeniti dejstva, da dobiš to, za kar plačaš. Droni so poceni, preveč poceni, da bi zmogli to, kar bi vas optimisti v Pentagonu radi prepričali, da zmorejo. Sam Paparo je priznal, da veliki zid dronov ni bil zasnovan za hitro zmago v vojni ali celo za zmago v vojni nasploh. Rekel je, da je bil brezpilotni del projekta Pekel tam zato, da bi pridobili čas. Upajmo,
en mesec. Ne glede na prednosti zidu iz dronov, je bilo to javno priznanje, da flota ne bo pot do hitre in lahke zmage proti Kitajski. Že smo videli, zakaj je pričakovati preobrat v enem mesecu zelo optimistično, milo rečeno. Tudi če bi Orca lahko naredila vse, kar mornarica želi, to še vedno ne bi bilo dovolj za uničenje flote, velike kot Kitajska. Ameriška vojska si lahko skuša dopovedati, da je flota dronov Replicator prelomnica, vendar bo še vedno potrebovala tradicionalno orožje, da povzroči potrebno škodo kitajskemu vojnemu stroju. Droni Lucas imajo nosilnost 18 kg. Za primerjavo, protiladijska raketa kot je Harpoon ima nosilnost 227 kg. Temu se ne moremo izogniti. Za uničenje flote potrebujete težke rakete. Toda odkot prihajajo? Najbolj očiten vir je pod vodo. Podmornice razreda Ohio lahko nosijo 154 križarskih raket Tomahawk z dosegom približno 1600 km. Skrite več 100 milj stran od bojišča bi lahko izstrelile valove raket na vojaške cilje po vsej Kitajski, pri tem pa bi jih bilo izjemno težko najti ali jih napasti. In za razliko od nekaterih bolj optimističnih predpostavk v teh vojnih načrtih, je to eno področje, kjer se celo kritiki običajno strinjajo s Pentagonom. Kitajska je v zadnjih letih dosegla ogromen napredek, vendar strokovnjaki menijo, da na področju podmorniškega bojevanja še vedno zaostaja za Združenimi državami za približno eno generacijo. Še pomembneje pa je, da jim manjka desetletja izkušenj, ki so jih ZDA in njihovi zavezniki pridobili pri sledenju in lovu na podmornice. Toda letalske sile pravijo, da jih mornarica ne bo prekosila. Pravijo, da je njihov program Rapid Dragon način, kako hitro spraviti izstrelke v doseg in se varno umakniti, ne glede na letalo. Letalske sile imajo približno 460 tovornih letal C-130, 222 tovornih letal C-17. Tradicionalno ta letala prevažajo vojake, gorivo in opremo po vsem svetu. Ampak, če že prevažate izstrelke na bojišče, zakaj bi jih najprej raztovorili na bombnik ali vojno ladjo? Zakaj jih ne bi preprosto izstrelili neposredno iz tovornega letala? Letalske sile to lahko storijo tako, da v izbrano letalo namestijo enkratno uporabno paleto. Nato ta zdrsne iz zadnjega dela letala kot običajen zračni izmet. Izstrelki se izstrelijo s palete med njenim spuščanjem. C-130 lahko izstreli do 12 izstrelkov z 2 paletama. C-17 pa lahko izstreli 45 izstrelkov s 5 paletami. Za primerjavo, bombnik B-52 lahko izstreli največ 20 križarskih raket, medtem ko jih B-2 lahko nosi 16. Rapid Dragon predstavlja ognjeno moč 2 rušilcev za stotinko cene. In izbrano orožje? AGM-100, 58 manevrirna raketa zrak-zemlja velikega dosega, JASSM, ki ima doseg 920 km. To bi zadostovalo za napad na cilje globoko v notranjosti Kitajske z letali, ki delujejo daleč od frontne črte. Vsaka raketa nosi bojno glavo, težko skoraj 450 kg, ki je zasnovana tako, da prebije obrambo, preden eksplodira. To je resna grožnja tudi največjim ladjam v kitajski mornarici. Tako lahko rečemo, da je program Rapid Dragon pameten način, kako lahko ameriška vojska iz varnejše razdalje pokaže svojo moč. Namesto da bi se zanašali na majhno število bombnikov, lahko potencialno spremenijo tovorna letala v izstreljevalce raket. Pentagon pravi, da je cilj preplaviti bojišče s toliko grožnjami, da jih Kitajska težko vse sledi, zaradi česar mora porabiti rakete in zračno obrambo, hkrati pa ustvariti priložnosti za nadaljne napade. Če lahko verjamemo Pentagonu, bi letalske in mornariške sile pošiljale raketo za raketo proti Kitajski v napadu, kakršnega nismo videli vse od druge svetovne vojne. 1000 kitajskih ciljev, kot sta radarska postaja na otoku Woody in steza na grebenu Subi, bi v 24 urah izginilo v dimu. Globje na celini bi bili cilji poveljniški in nadzorni centri, prednje baze, ladjedelnice, raketne baterije in ob dobrem dnevu tudi kitajske letalonosilke, vključno s tisto, ki je še v gradnji. Pentagon bi vam povedal, da natančno ve, kje so ti visokovredni cilji ali kje bodo, ko se bo začela invazija. Zahvaljujoč bazam, kot je Pine Gap v Avstraliji, bi ameriška in zavezniška obveščevalna omrežja natančno vedela, kje udariti. Jasno je, da lahko podmornice in program Rapid Dragon naredijo tisto, česar Replicator ne more. Obstaja le en problem, o kateri ameriška vojska ni preveč navdušena, da bi vam jo povedala. Ta strategija je odvisna od zadostnega števila izstrelkov. Kaj se torej zgodi, če izstrelkov zmanjka? Center za strateške in mednarodne študije ni preučil le žrtev, ki bi jih prinesla vojna zaradi Tajvana. Ta skupna študija s predstavniškim domom je prav tako preučila,
koliko streliva bi Združene države izgubile v operaciji proti Kitajski. Protiladijske rakete dolgega dosega bi bili porabljeni v 3 do 7 dneh. In tiste rakete JASSM z daljšim dosegom iz programa Rapid Dragon, letalske sile bi imele največ 30 dni. Enako velja za Tomahawke z daljšim dosegom iz podmornic. Bolj kot je oprema uporabna, manje je dejansko na voljo za uporabo. To je pokazala simulacija iz leta 2024. Takrat bi optimisti v Pentagonu to lahko zavrnili kot nekaj, kar spregleda pomembno spremenljivko. To zdaj ne drži več, saj zdaj vemo, kako izgleda stik z dobro oboroženim sovražnikom. Ameriške zaloge so bile že preizkušene v Iranu. Rezultat? Združene države so izčrpale 25% svojih raket THAAD že samo v operaciji Midnight Hammer junija 2025. Poleg tega pa še 20% svojih raket RIM-161 SM-3. Potem so leta 2026 zalivske države izstrelile 800 raket Patriot v samo 3 dneh. Za primerjavo, v celotnem letu 2025 jih je bilo izdelanih le 620. To so obrambne rakete, vendar je nauk jasen. Tudi v omejeni vojni z industrijsko državo se zaloge težkih natančnih raket hitro izčrpajo. In povpraševanje po raketah proti Kitajski bi bilo veliko večje kot proti Iranu. Kitajska ima skoraj 200 desantnih ladij in to število še narašča. Nekatere od teh bi bile zadete z raketami na poti, vendar bi druge preživele. Če jih nekaj potone, lahko Kitajska najde še veliko več ladij, ki jih nadomestijo. Poleg tega usmerite svojo pozornost na dobavno verigo. Računalniški čipi, magneti in raketna tehnologija v trenutnih zalogah raket so odvisni od redkih zemelj iz Kitajske, tako kot droni. Ista izvršna uredba o redkih zemljah velja tudi tukaj, vendar moramo zdaj govoriti o streznjujoči resničnosti. Združene države imajo veliko redkih zemelj, vendar še več birokracije. Viri potrjujejo, da traja med 7 in 10 let samo za pridobitev vseh dovoljenj. Če k temu prištejemo pridobivanje vlagateljev in opreme, povprečen čas za odprtje novega rudnika v Združenih državah znaša 29 let. Edini zaključek, ki ga lahko potegnemo iz tega je, da je Pentagonova odredba glede kitajskih redkih zemelj prišlo prepozno. Ko bodo izstrelki izginili, bo ameriška vojska morala iskati in improvizirati, da jih nadomesti. Obseg zalog je znana nevarnost. Pentagon je pripravljen odgovarjati na vprašanja o tem. Ni pa tako pripravljen govoriti o skupini Volt Typhoon. Toda vojna ne bi bila omejena le na Pacifik. Po navedbah ameriških obveščevalnih uradnikov so deli tega morda že dosegli ameriška tla. V začetku leta 2024 je koalicija ameriških obveščevalnih in varnostnih agencij opozorila, da je kitajska državna hekerska skupina, znana kot Volt Typhoon, tiho pridobivala dostop do ključne ameriške infrastrukture. Cilj ni bil nujno povzročiti škodo takoj. Namen je bil, da se skupina namesti znotraj ključnih sistemov, še preden se kriza sploh začne. Takšne skupine smo že videli pri delu. Prejšnja državna skupina je ukradla terabajte podatkov samo o F-35. Če lahko državne hekerske skupine vdrejo v Pentagon in v najbolj tajne ameriške orožarske programe, kaj jih ustavlja, da ne bi vdrle tudi v ključno civilno infrastrukturo? Pravzaprav ne veliko. Ameriška obveščevalna skupnost že pravi, da je Volt Typhoon uspel. Po njihovih besedah so bili informacijski sistemi več organizacij kritične infrastrukture, predvsem na področjih komunikacij, energetike, prometnih sistemov ter sektorjev za vodo in odpadne vode, že kompromitirani. In imamo tudi druge vire, ki pravijo enako. Microsoft verjame, da obseg operacij Volt Typhoona zajema celinski del Združenih držav in čezmorska ozemlja, kot je Guam, kjer se nahaja največja ameriška baza v Pacifiku. Microsoft je dodal tudi, da sta bila med ciljnimi sektorji proizvodnja in transport. To ni naključje. Težko je izdelovati nove ladje, letala in rakete, ko so energetski sistemi izklopljeni. Tako bi lahko bila vojna izgubljena v Ohaju, še preden bi bil izstreljen en sam dron. Poglejte pozorno in videli boste, da se vsak steber domnevnega načrta ameriške vojske hkrati ruši. A obstaja še globlji problem, o katerem Pentagon ne rad govori. Vojaški analitiki ga imenujejo tveganje fait accompli. Scenarij poteka takole. Kitajska ukrepa hitro. V nekaj urah usklajenemu napadu na tajvansko obrambo sledijo amfibijska izkrcanja na zahodni obalni ravnini. In če lahko Kitajska zadrži območje 72 ur, se igra popolnoma spremeni. Vojne simulacije predvidevajo, da bodo ZDA odgovorile. In ta predpostavka je zelo pomembna. Pentagon že desetletje poskuša rešiti ta problem. Ne kako zmagati v vojni s Kitajsko, ampak kako biti prisoten, preden se vojna sploh začne.
Tako se okno priložnosti za fait accompli nikoli ne odpre. Vse, kar sledi, je odgovor na ta specifičen problem. Če ladje in droni zamujajo, če zmanjkuje raket in je omrežje že kompromitirano. Kako zmagati? Nič od tega pravzaprav ni načrt za zmago v vojni. Torej, zakaj naj bi bil ta načrt v resnici? To je predstava. Drago, natančno izračunano, predstava na robu jedrskega spopada. In občinstvo je Peking. Pravi načrt nikoli ni bil o lahki zmagi. Lahko navedemo vir, ki ga Kitajci cenijo, da vidimo, kaj si Pentagon v resnici misli. Sun Tzu pravi, da je prava odličnost v tem, da premagaš sovražnika brez boja. To je pravi načrt. Pentagon bi trdil, da smo se doslej preveč osredotočali na mornarico in letalstvo, premalo pa na marince. Aprila 2024 so ameriški marinci pristali na otoku Mavulust na Filipinih, manj kot 100 milj od Tajvana. Niso bili ravno diskretni. Prinesli so baterije protiladijskih raket, lahke amfibijske vojaške ladje in senzorje, ki so lahko usmerjali ognjeno podporo z razdalje več 100 milj. Potem so po nekaj dneh spakirali in odšli. Kitajska je to opazila in to je bil pravzaprav namen. Enota je bila obalni polk marincev. So dovolj majhni, da se lahko hitro premikajo in oboroženi z dovolj opreme, da lahko komu pokvarijo dan. Njihov celoten namen je, da skačejo po zunanjih otokih prve otoške verige. Mabulust na Filipini, Jonaguni na koncu japonske verige Ryukyu, napadanje kitajskih formacij hkrati z juga in severa. Ne čakajo na prvi raketni salvo. Razpršijo se, premaknejo se. Drago jih je ignorirati in težko jih je najti. In za vojsko, ki je desetletja načrtovala uničenje stalnih ameriških baz, je to problem. Pentagon te vaje namenoma objavlja javno. Sporočilo Pekingu je: že smo tam. Poznamo teren in se bomo vrnili. Toda Kitajska se ne bo ustrašila nekaj marinskih polkov na majhnih otokih. Letalske sile trdijo, da so našle rešitev. Za razliko od letalonosilk, letalskih baz ni mogoče premikati. Letala pa lahko. Zato so razvili koncept agilne bojne uporabe. Načrt je bil predstavljen kongresu junija 2024. Vizija letalskih sil je, da bi bila njihova letala razporejena po številnih manjših lokacijah, namesto zbrana na velikih. To bi bila improvizirana mesta z ravno dovolj deli, da bi bila operativna. Enote bi se hitro premikale noter in ven. Tudi oskrba z gorivom bi bila hitra. Poveljstvo in nadzor bi prenesli na mreže, ki so dovolj majhne, da jih lahko skrijejo pod kamuflažne mreže in delujejo prek neposredne vidne zveze. To ni le teorija. Viri in slike iz vesolja ne lažejo. Načrti so že v teku. Poglejte samo ameriške baze na Filipinih v okviru sporazuma o okrepljenem obrambnem sodelovanju. Po vsem filipinskem otočju jih je 9. In Pentagon bi rekel, da je sporočilo Pentagona jasno. Južne lokacije, kot je letalska baza Antonio Batista, so bolj oddaljene od kitajske celine. To pomeni, da ne bodo utrpele toliko škode ob raketnem obstreljevanju. Toda vse, kar tam preživi, bo lahko povzročilo veliko hujšo škodo napadalnim silam. Medtem bi severne lokacije, kot je pomorska baza Camilo Osias, utrpele veliko več udarcev, vendar so dobro strateško postavljene. Vodstvo v Pekingu bi vedelo, da če te baze padejo, bodo s sabo potegnile veliko kitajskih vojakov in opreme. Prav tako bi vedeli, da koncept prožnega bojnega razmeščanja sega precej dlje od Filipinov. Od oddaljenih pacifiških otokov, kot je Tinian v severnih Marijanih, do opremljanja civilnih letališč na otoku Jap v federativnih državah Mikronezije, je vzorec jasen. Slike in denarne sledi kažejo, da si Združene države zelo prizadevajo, da ne bi bile izločene v zgodnjih fazah. In Kitajska to ve. Ameriška vojska daje Pentagonu vedeti, da ima zaveznike, ne le pasivne, ki dovolijo uporabo svojega ozemlja, ampak tudi aktivne, ki so pripravljeni sodelovati v boju. Vojna simulacija CSIS ni vključevala le ameriških izstrelkov. Tajvan ima svoje lastne protiladijske izstrelke. Ti bi bili izčrpani v enem tednu, vendar je to še vedno na stotine dodatnih izstrelkov na voljo. Toda prva linija odvračanja Tajvana niso prestrezniki. To je geografija. Na zemljevidu izgleda kot otok, ki bi se mu lahko približali iz več smeri. V resnici pa večina obale ni primerna za veliko izkrcanje. Tajvan ima približno 1400 km obale, vendar je velik del te obale pečin, skal ali pozidanih območij. Obstaja le nekaj plaž, kjer bi lahko večja sila dejansko pristala. In tudi če si predstavljate, da bi uspeli narediti ta prvi korak, teren vse skupaj zelo oteži. Zahodna stran otoka je idealna točka za vsakašno invazijo. To je del, ki je obrnjen proti celinski Kitajski,
in tam je tudi večina ravninskega območja. Ampak ta ravnina je pri tem ključnega pomena. Obalna ravnica je ozka, stisnjena med ocean in strma gorovja, ki potekajo po sredini otoka. Če bi sile pristale, ne bi našle odprtega prostora za razporeditev. Takoj bi naletela na mesta, ceste in teren, ki naravno usmerja gibanje v ozka grla. To je pomembno, ker spremeni obliko vsakega nadaljnega bojevanja. Namesto široke fronte dobiš nekaj veliko bolj stisnjenega in težko prehodnega. Tajvan je prav tako stalno nadgrajeval svoje letalstvo, še posebej svojo floto F-16. Do let 2024 je Tajvan zgradil eno največjih flot F-16 v Aziji in ta predstavlja osrednji del njihove strategije za prevlado v zraku v primeru konflikta. Ta začetna faza je zelo pomembna. Če se lahko boriš za prevlado v zraku, postane vse na tleh za sovražnika veliko težje. Morda pa najpomembnejša sprememba sploh ni povezana z opremo. Gre za ljudi. Po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 je Tajvan podaljšal obvezno vojaško služenje iz 4 mesecev na 1 leto. To pomeni, da več ljudi prejema pravo usposabljanje in da je večji del prebivalstva pripravljen na možnost daljšega spopada. To prav tako kaže na spremembo miselnosti, na premik v narodni identiteti. Ideja ni le zanašanje na zunanjo pomoč, če gre kaj narobe, temveč sposobnost, da država sama vzdržuje obrambo dlje kot prej. Nobeno od tega ne zagotavlja ničesar, a to pomeni, da se mora vsaka kitajska invazija soočiti z ozemljem, ki ga je veliko teže zavzeti, kot kaže zemljevid. Vendar Tajvan ni sam. Prvič po drugi svetovni vojni Japonska gradi vojsko, ki je sposobna izvajati ofenzivne operacije. Do leta 2027 naj bi za obrambo namenila 2% svojega BDP. Nova premijerka Sanae Takaichi je dejala, da to ni dovolj hitro. Zato so se izdatki za obrambo leta 2026 zvišali na 1,9%. Japonska pridobiva lastne Tomahawk križarske rakete z daljšim dosegom, zračno izstreljene rakete, ki lahko zadenejo cilje več kot 300 milj stran. Obstajajo celo nove, doma proizvedene hipersonične protiladijske rakete, ki lahko zadenejo ladjo na razdalji 600 milj. Po japonskih virih so teže nameščene. Tudi Filipini zbirajo rakete, kot so sistemi HIMARS, ki lahko izstrelijo kopensko raketo za natančne udarce z dosegom do 310 milj. Kitajska izkušenj Rusov dobro ve, kako nevarni so lahko ti sistemi. In za razliko od Ukrajine, so bili ti sistemi HIMARS zasnovani za napadanje ladij. Vojna simulacija tega ni upoštevala. Ameriške zaloge raket bi se res izčrpale v nekaj tednih, vendar so to le ameriške zaloge. Zahvaljujoč Japonski in Filipinom bi jih bilo na voljo še na stotine. Bi jih hitro zmanjkalo? Da, vendar bi povzročile še več škode kitajskim silam. Obstaja še zadnji del načrta, ki poveže vse te druge dele skupaj. Nekatere od teh raket bi bile izstreljene iz najpomembnejših strateških ozkih grl na svetu. Projekt Hellscape bi združili z blokado pomorskih poti, ki so ključnega pomena za kitajsko gospodarstvo. Malajski preliv je še vedno kraj, kjer Kitajska uvaža 70% svoje energije. Bližje domu bi kitajska trgovina zastala, saj bi bili tudi ožini Luzon in Miyako prekinjeni. Podjetja, kot je Lloyds, bi napovedala, da ne bodo zavarovala nobene ladje, ki pluje skozi sporne vode. Ker to zajema vsa morja ob kitajski obali, bi njena ogromna trgovska flota postala breme. Xi Jinping bi lahko v svojem poveljniškem centru v Shanghaju opazoval, kako narašča število žrtev in kako borza strmo pada. A Xi ne opazuje le, kako kitajsko gospodarstvo propada. Že ve, kaj se zgodi s preostalim svetom, ko Tajvan preneha delovati. In vsi ostali tudi. TSMC se ustavi. Appleova dobavna veriga se ustavi. Fordove proizvodne linije obstanejo. Pomanjkanje bolnišnične opreme se začne pojavljati v državah, ki niso izstrelile niti enega strela. Svet poganjajo čipi, ki prihajajo z enega otoka. Xi ne igra na srečo samo s Tajvanom in se tega zaveda. Zato tisti, ki ga skušajo ustaviti, stavijo na to, da bo prvi popustil. Če ne, bi prekršil najbolj temeljno obljubo kitajske komunistične partije – svojemu ljudstvu zagotoviti gospodarsko rast in družbeno stabilnost v zameno za avtoritarno oblast. Ima dovolj poguma, da pritisne na ta sprožilec? Če se zgodi najslabše, ti droni, replikatorji in enostavno izstreljive rakete ne bodo mogli ustaviti invazije na Tajvan. A bili bi dovolj, da bi kitajska vojska utrpela izgube, kakršnih ni videla vse od korejske vojne? Bili bi dovolj, da bi kitajsko gospodarstvo pahnili v največje pretrese po Maoju? Xi bi to razumel.
ker bi vedel, da se lahko Združene države in njihovi zavezniki borijo tudi, ko so ranjeni. Sporočilo Pentagona je, da če zmaga ne bo lahka za Ameriko, ne bo lahka niti za Kitajsko. To je pravi načrt Pentagona. Biti zmagovalec v igri živcev z visokimi vložki. Rož dronov, podmornice, rakete Rapid Dragon, brigade marincev na oddaljenih otokih. Nič od tega ni zasnovano za zmago. Zasnovano je tako, da onemogoči začetek spopada. Najdražja vojska v zgodovini je ustvarila načrt, katerega edini namen je, da ga nikoli ne bi bilo treba uporabiti. Lahko vsaj rečemo, da je to načrt, za razliko od ideje o prepričljivi zmagi v 48 urah proti skoraj enakovrednemu nasprotniku, kot je Kitajska. To je zgolj pobožna želja. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč in če želite videti več takšnih videov, prosim, razmislite o tem, da se naročite in vklopite obvestila. To res veliko pomeni. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič na MapPacku.